Torej, gospod Pahor, najprej me zanima, kaj lahko vi kot mogoči predsednik republike storite za prihodnost mladih študentov in diplomantov v Sloveniji? Tako da se v okviru pristojnosti, ki so, zavzamem za to, da ljudje razumejo, da mladi ljudje ta hip nimate političnega advokata v parlamentu, za razliko od starejše generacije, ki ga ima. Ste ga imeli, ni bil najbolj uspešen, zdaj ga nimate in zaradi tega je ta generacijska solidarnost, ki bi morala biti v ukrepih manjša, kot si jo zaslužite. Zato sem tudi danes bil deležen določene kritike, ko sem izpostavil dejstvo, da brez tega, da bomo investirali tudi recimo v izobraževanje ali v znanost in tehnologijo, ne bo šlo naprej. Morate pa vedeti, to pomeni, da je treba na nekem drugem koncu vzeti in običajno je seveda tukaj treba najti to ravnovesje ravno med dvema generacijama, najstarejšo in najmlajšo. Obe sta upravičeni do svojih pravic in do svojih perspektiv, ampak na mlade se zdaj ta hip malo preveč pozablja. To je vse, kar lahko rečem. In rad bi bil glas tega, da temu ni tako. In vidim tukaj velike priložnosti in mislim, da ste tista generacija, ki že odpira novo poglavje. To vam moram reči brez sleherne sence dvoma. Ste generacija, ki odpira vrata. Pa mislite, da se ustvarja v Sloveniji klima, ki omogoča mladim, da vidijo prihodnost kot svetlo? Vi jo že ustvarjate. Pa lahko gledamo na prihodnost kot svetlo, kot nekaj, kar nam ponuja priložnost. Vi ste to naredili. Jaz sem bil v vaših letih tisti, ki se je v koncu 80-ih let postavil za neke spremembe. Mi smo bili tisti, ki smo govorili drugače od večine drugih ljudi. In pokazalo se je, da smo mnogoče imeli prav in smo spremenili v mnogoče in Slovenijo in takrat Jugoslavijo in kasneje potem svet pod drugačnih načrtih, kot so jih imeli mogoče drugi. Vi ste tisti, ki boste to dosegli. To vam zdaj pravim. Vi ste tisti. Pa glede na to, da zelo zagovarjate konsenz, gre za dokaj revolucionarne besede ravno zdaj. In vem, da je tako. Zato, ker na koncu koncev vi razmišljate o tem, kaj bo čez 10 in 20 let. Politiki razmišljajo, kaj bo čez 1 ali 2 leti, najdlje morda do naslednjih volitev. Vi ste tisti, ki danes razmišljate, kako se boste ustvarili družino in v kakšnih okoliščinah boste lahko napredovali karierno. Zato boste tudi tisti, ki boste najbolj iznajdljivo najdli rešitve za probleme, ki se zdaj zdijo nepredstavljivo nerešljivi. Vi boste pa najdli te rešitve. Torej, v luči sedanjih razmer me zanima, kaj lahko vi kot predsednik države storite za prihodnost mladih diplomantov v Sloveniji? Najprej z jasnim zavzemanjem za to, da se opustijo napačni ukrepi, ki smo jim priča danes. To rezanje stroškov za univerze je dejansko problem in mi lahko utrpimo zelo veliko škodo, če se s tem ne bo prenehalo in če ne bo država stopila na pravo pot. Prva naloga predsednika je, da opozori na problem in da predlaga to spremembo. To sem ravno kar tudi storil. Danes ste imeli v Mariboru priložnost to tudi zelo jasno slišati. Ni prvič, da sem tako nastopil, še bom tako nastopal. In drugič, jaz spodbujam vse vrste inovacij na področju visokega šolstva. Tudi, veste, sem za to, da mladi ljudje študirajo v tujini in da se vračajo domov. In še enkrat poudarjam osnovni princip. Ta država je tudi vaša država. In to moramo najprej ponotranjiti, da bi potem se usposobili za vse to, kar moramo narediti, da jo bomo spravili na pravo pot. Pa popolnoma zaupate v kvaliteto slovenskega javnega šolstva? Kvaliteto javnega šolstva je treba izboljševati, ampak predvsem moramo razumeti, da se ta kvaliteta ni vzpostavila čez noč. Kvaliteta, ki smo jo dosegli, je bila dosežena za desetletje razvoja. Jaz se spominjam razprav, naprimer o Mariborski pravni fakulteti, ki so bile še recimo pred kakšnimi 30 leti ali pa 25 leti. In takrat je bilo veliko nezaupanja. Danes je to popolnoma izginilo, kajti kvaliteta se je ves čas dvigovala. In verjamem, da to velja za vse visoke šole, te javne šole, ki jih imamo pri nas na primeren način, odvisno od tega, kako veliko imajo izkušenj in kakšen nivo kvalitete so že dosegle. In to moramo razumeti. Mi moramo kvaliteto izboljševati, ampak z razgrajevanjem ne bomo dosegli.
Gospod Pahor je mogoče omenil, da mladim mogoče manjka predstavnik v parlamentu naproti drugim generacijam. Kakšno je vaše mnenje o tem? Jaz sem bil zelo konkreten v tem primeru. Jaz sem povedal, da je treba v socialnem dialogu o reformi trga dela vključiti predstavnike mladih ljudi. In pri novih rešitvah, ki jih moramo najti za pravila, za poslovanje, za delovno-pravna razmerja, najti formule, ki bodo zagotavljale zgodnejše prevzemanje odgovornosti. To je možno narediti. Mi imamo zastarelo zakonodajo, spremeniti jo moramo in tu je, po mojem mnenju, treba mlade vključiti veliko bolj aktivno, kot je to bilo doslej. Tam je prva naloga. Potem pa seveda so tudi druge. Zdaj, stranke bi lahko vključevale med svoje poslance tudi ljudi, ki avtentično zastopajo mlado generacijo. In tu ni nobene ovire, da ne bi stranka gospoda Pahorja ali katerakoli druga stranka to že kar zdaj naredila. Tako da priložnosti so, samo treba jih je resno vzeti. Najlepša hvala. Prosim.